Prirodoslovni muzej Slovenije obstaja že 200 let. Ustanovljen je bil leta 1821 kot Kranjski deželni muzej. Kasneje, leta 1888, se je preselil v prvo, posebej za muzej zgrajeno zgradbo, še vedno je bil to celovit muzej. Leta 1944 pa sta se prvotno enovitega muzeja, Narodnega muzeja v Ljubljani, ločila dva samostojna muzeja, in sicer Kulturno-zgodovinski muzej v Ljubljani in Prirodoslovni muzej v Ljubljani. Leta 1963 se je muzej preimenoval v Prirodoslovni muzej Slovenije. Seveda se je krepil tako kadrovsko kot v bistvu z pomembnim arhivom narave, z geološkimi, botaničnimi in zoološkimi zbirkami, da je postal to, kar je danes. Če je bilo ob ustanovitvi zaposlenih 5, nas je danes 23 sistemsko financirane, kar pa je v primerjavi z ostalimi strokami zelo malo. Potrebovali bi bistveno večje prostore, tako za izvajanje javne dejavnosti, kot tudi za notranji muzej, kot temu rečemo, kot za naravoslovne zbirke, za arhiv narave, ki je pravzaprav najpomembnejši del našega muzeja. Prirodoslovni muzej v Sloveniji je razstavljenih zelo veliko predmetov. Med njimi so geološki, botanični in pa zoološki primerki. Lahko rečem, da je rastlinskih in živalskih vrst zagotovo približno 2000. Še več pa jih imamo spravljenih v depojskih prostorih, tako da skupaj imamo približno 1 milijon različnih primerkov. V zadnjem času smo prenovili kar nekaj razstavnih delov. Najnovejše je mogoče občasna razstava Ščepec soli. V slanem okolju le redke živali in rastline preživijo. Celo pripovedka o Martinu Krpanu je vpletena v to zgodbo. Kar je novo in je prav od danes naprej ob 200-letnici odprto za javnost, je stalna razstava o žuželkah, čudovita raznolikost žuželk. Tudi v tem prostoru, kodr smo danes, kjer imamo okostje mamuta, je nova tudi virtualna resničnost, ko se okostje spremeni v živega mamuta. V zadnjem času so novitete tudi prenovljena alpska in pa barjanska diorama in pa nov model Kraške jame. Največji zaklad, pravimo, da je Prirodoslovni muzej Slovenije predvsem zakladnica narave, arhiv narave, ki smo jo dolžni varno hraniti. Depo so prostori, koder so predmeti, muzejsko gradivo, inventarizirani predmeti, varno shranjeni, zlasti tisti, ki imajo posebno vrednost, kot so recimo tipski primerki, prvič najdeni, kot gre za ogrožene, izumrle vrste. Mnogokrat so prav pri živalih in rastlinah prav muzeji tisto poslednjo zatočišče, kjer najdejo svoj prostor, ko v naravi ne morejo več uspevati. Trudimo se, da je čim več naših predmetov digitaliziranih in dostopnih tudi na daljavo. Gotovo ne moremo mimo ustanovnih zbirk, ko gre za recimo Zoisovo zbirko mineralov, ustanovno zbirko prvega muzeja na Slovenskem, Schmidtova zbirka z hroščem drobnovratnikom, ki je prva jamska opisana žival sploh na svetu. Imamo tudi najstarejši Flisarjev herbarij, najstarejši herbarij na Slovenskem. Prirodoslovni muzej Slovenije letos praznuje 200-letnico ustanovitve, imamo 200. rojstni dan. Mislim, da je to praznik vseh Slovencev, ki imamo zelo radi naravo in tudi Prirodoslovni muzej Slovenije. Zelo radi zahajamo v naravo, tudi naš muzej je eden izmed najbolj obiskanih ljubljanskih muzejev, tako da mislim, da smo Slovenci zelo povezani z naravo.